Predstavniki gospodarstva in stroke so o pomenu drugega tira Koper-Divača, ki je ključen za nadaljnji razvoj Luke Koper, Slovenskih železnic in celotnega slovenskega gospodarstva ter o posledicah njegove morebitne neizgradnje spregovorili na novinarski konferenci, ki jo je pripravilo GZS, Združenje za promet. Tovor ne prihaja zaradi Luke Koper in Slovenskih železnic, ampak zaradi tega, ker je logistično veliko preko Slovenije, preko koperskega pristanišča, optimalno za oskrbovanje srednje in vzhodne Evrope. Na kitajsko-slovenski poslovni konferenci v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije in javne agencije Spirit Slovenija so kitajski poslovneži predstavili možnosti za skupno sodelovanje, saj med državama še vedno ostaja veliko odprtih priložnosti na področju menjave in investicij. Dogodek se je zaključil s poslovnim mreženjem med kitajskimi in slovenskimi podjetji. Kitajski trg je nam zelo pomemben trg, že obstoječi trg, sploh pa ga smatramo kot zelo pomembno tržišče, potencialno torej v bodoče. Na GZS je bila ustanovljena strateška skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti. Med njihovimi prioritetami je oblikovanje kakovostnih predlogov vladi in deležnikom za bolj konkurenčno poslovno okolje, ki bo tudi privlačnejše za tuj kapital ter izmenjavo dobrih poslovnih praks. Za predsednika je bil izvoljen magister Vojmir Urlep. Strateška skupina je odprta in se ji lahko pridružijo tudi predstavniki drugih podjetij v tuji lasti. Tuji kapital ni nekaj, česar bi se morali Slovenci bati, temveč nasprotno nekaj, kar omogoča razvoj, prinaša nova znanja, nova delovna mesta, nekaj, kar moramo z veseljem sprejeti in podpirati. Poslanstvo strateške skupine Slovenija 5.0, ki je bila ustanovljena na Gospodarski zbornici Slovenije, je ozavestiti slovensko javnost o pomenu slovenske industrije in z njo povezanih panog ter nujnosti kakovostnega industrijskega razvoja. Za predsednika strateške skupine je bil izvoljen Marjan Mačkošek. Delovali bodo kot učinkovita komunikacijsko-vsebinska platforma GZS, ki bo na podlagi ugotovitev primerjalnih prednosti slovenske industrije in na izhodiščih pametne specializacije spodbujala njen optimalni razvoj. Strateška skupina mora v prvi vrsti pripraviti industrijski manifest, ki bo ključni dokument, ki ga bomo obravnavali na oktobrskem srečanju gospodarstva, kjer pričakujemo udeležbo ne samo predsednika vlade, ampak tudi vseh potrebnih resornih ministrov. Na novinarski konferenci na GZS sta generalni direktor Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo Danijel Levičar in podsekretarka Urška Dolinšek predstavila usmeritve energetskega koncepta Slovenije, ki je eden od strateških dokumentov, ki ga pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo v letošnjem letu. Največji izzivi, ki jih prepoznavamo pri snovanju energetskega koncepta, so tesno povezani z prehodom v nizkoogljično družbo in pa z prehodom v trajnostno energetiko. Na drugem dnevu delodajalcev, ki ga je organizirala pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije, so udeleženci razpravljali o znižanju stroškov dela, prožnosti pri zaposlovanju ter ukrepih v smeri stimulacije dela. Seveda je davčna politika na področju stroškov dela ključni moment za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, izvozno učinkovitost in pa visoko dodano vrednost. V okviru konference je bil slavnostno podpisan memorandum Iniciativa za zdrava delovna mesta, ki predstavlja strateško in načelno zavezo podjetij za promocijo zdravja na delovnem mestu. Sama iniciativa je mišljena predvsem kot strateško partnerstvo gospodarskih družb, namenjena seveda promociji predvsem dobrih praks. GZS, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, se je z vrsto razstav, strokovnih dogodkov in poslovnih srečanj tudi letos predstavila na kmetijsko-živilskem sejmu Agra 2015 v Gornji Radgoni. Letos se predstavlja 27 podjetij, v naši sejemski pekarni pa za svojimi izdelki sodelujejo še dodatna podjetja.